Lepo pozdravljeni v novi epizodi Torkovega pogovora. Danes, kot vidite, sem samo jaz. In to ne zato, ker ostalih fantov ne bi bilo zraven, ampak to je zato, ker sedijo za kamero in bomo danes naredili nekaj drugega. In to je, oni bojo postavljali nekaj vprašanja, ne vem točno kaj, nisem se nič pripravil in bom mogel o njih nekaj povedati. In to je zdaj zame nek današnji izziv in več, upam, da boste uživali. Aha, hudo, ful dobro temo so zbrali in to je vpliv žene punce na športnikovo kariero in performance. Ja, jaz mislim, da so zbrali eno zelo lepo temo, o kateri lahko zelo veliko govorim. Oni so sicer rekli, kaj pravite, da ne bomo nič govoriti, ne? Jaz mislim, da se da kaj o tem povedati. Jaz osebno sicer ne morem reči, da imam izkušnje s tem, kakšen je to vpliv, lahko pa povem, kakšen je moj pogled na to. In kakšen se mi zdi, da je tudi vpliv na dejanske športnike, ki to nisem jaz, se pravi na profesionalce. In jaz mislim, da lahko povem to, kakšen je vpliv na športnika, ki je že ki je amater, kako vpliva na to, kaj lahko ti treniraš sam doma, v rednem življenju. In ja, se mi je zdelo, da mislite ta primer, ja. Urška Žigart, Tadej Pogačar. Bom tudi o tem mislil, kako pogledal, kako vpliva. Vsekakor v kolesarstvu imamo zdaj nekaj takih primerov, ki izrecno nakazujejo na to, da je vpliv zelo velik, ne. Tle mislim predvsem Vingegaard in njegova žena, pa tudi otroci mislim, da to stvar zelo prespremenijo. In kar bi tle rad rekel je, da seveda ima žena nekaj za reči, ne, pri tvoji športni karieri. In se mi zdi tudi to zelo pomembno, da se razume, predvsem vse zelo odvisen od tega, kakšen odnos imaš, ne. In če se razumete, če je neko spoštovanje v tem odnosu, jaz mislim, da se da ta vpliv, ki ga ima punca žena nate v športu, vse se da zmeniti, ne. In se da ta vpliv, recimo, da reči tako, da v bistvu ona je ponovati neka omejitev, bi rekel, da nekdo, ki te bremza. In mislim, da se da se to tako dogovoriti, da je to neka bremza, ki bo v bistvu tebe varovala, da bo ščitila, ne. Zdaj Vingegaard je rekel, njegova žena je rekla, da se mi zdi, da ga uporabljajo, tako da je žival, da ga terajo povsod, ne. In to se mi zdi, da je v bistvu koristno, da šport vidi ta vidik, ne. Da šport vidi, da je človek, da ima vseeno otroka, nekoga, ki ga mora vzgojiti, nekoga, ki ga mora preživljati in za nekoga, za katerega mora ostati živ, ne. In to je, mislim, da je en ta vidik, ki je zelo pomemben se to iz moškega vidika vsega govorjeno, ne. Da imamo to, ni bremza, da imamo to, da skozi vemo, da neko odgovornost prenašamo na sebe in da vemo, da pač lahko velikokrat kar naredimo, da so neumnosti. In mislim, da to je tisti vpliv, ki ga sicer mi pogosto vidimo kot slabega, ki si ga ne bi želeli imeti, ampak na koncu nas brani, da v bistvu naredi naše življenje, podaljšuje življenje siguren, bran pred poškodbami, omejuje neke padce pri kolesarstvu. Zdaj, kaj bi jaz rekel Urška Žigart, Tadej Pogačar? Jaz mislim, da v kolesarstvu na športnika, ki si enkrat na profesionalnem nivoju žena, nima več kaj dosti vpliva na to, kaj on dela. Seveda, verjamem, da je pa ni všeč, da je toliko stran od družine in od nje, ne. Sicer onadva potujete skupaj, tako da mislim, da tle je zelo tak primer, ki nima nekih problemov s tem, da Pogačar toliko časa živi na cesti, ne. Pri Vingegaardu je to čisto nekaj drugega, ker njegova žena živi na Danskem, ne, z 2 otrokama in to je, si želi imeti moža doma, ne. Mož je pomemben, da vzgoji otroke, da ji pomaga pri delu. Je pa res, da Vingegaard, to je pa tretja stvar in to je, da finančno preživlja družino in to pa Vingegaard dela, ne. In zdaj mu to, pa kolesarjenje ima tudi rad, ne. In tle je pol kompromis, bo to, mislim, da je tle malo na ženi, bo to prenašala, ne. Ker je logično, da se pomisli na to, a je vredno, da je toliko časa stran od družine, pa da ima na koncu neko res visoko plačo, kakor je Vingegaard, ne. Potem pride pa ta sistem, ne, ker zdaj predvčerajšnjem v nedeljo je Mohorič izjavil, da si mu je vseeno,
pride zvečer v bolnico ali pride na večerjo, ne. In tle pa mislim, da je zelo problematično, ker tle pa se mi zdi, da nek odnos zadaj z ženo ni več tako, kar bi mogel biti, ni nekega spoštovanja, ni spoštovanja do tega, kar otroci so, do tega, kar je v bistvu recimo naša prihodnost. In se mi zdi, da tle pa potem ta odnos postane problem, verjetno se počuti, da ga omejuje otroc, da ga žena omejuje in ta odnos potem ni več v redu, ne. Ker on je tle zavrnil odgovornost do tega, da ima družino, ne. S tem, da je rekel, da mu je vseeno v bolnici ali je zvečer na večerji. Ker tukaj ima prvič priložnost, da se zvidi s otroci, drugič, da spet pride v stik z ženo, ne, in da se neke meje vidijo in da to je ta ljubeč odnos, da so vedno zraven, da te pridejo podpirati in tako naprej, to se mi ne zdi fair od Mohoriča, da je to naredil. Po drugi strani športnik, ki pa nima otrok, ki je 25 let star, ki bi nekaj takega rekel, bi bilo pa to spet po drugi strani bolj sprejemljivo, ker si pripravljen pač več narediti za cilje, ne. Je tukaj neko tveganje, vsak profesionalni športnik ga vzame nase, da ali bo res tvegal za svoje življenje za to, da bo dosegel svoj cilj. In Mohorič je bil tle to pripravljen narediti, sam za eno preveliko ceno, ki je ni fair, da bi jo plačal, no. Z svojim življenjem bi pustil potem doma ali žena ali punca pa otroke, ne. In to potem res del športa, ki ni več sprejemljiv, ni več v redu, da si pustiš tako odgovornost kaj vzeti saj res je, velikrat nam je težko, ne, ampak to nikakor ni nek razlog, zakaj bi mi rekli, da smo raje isto nam je, da smo v bolnici, a smo na večerji, ne. Zdaj, fantje so mi dali predlog, da gremo nazaj malo bolj na kolesarstvo, pa da primerjamo s tem, kakšno je tveganje v alpinizmu. In glede na temo sem poskusil čim bolj teme držati, kakšen vpliv ima žena na športnika. Alpinisti so zelo posebne vrste ljudje, ne, ker tveganje v alpinizmu je eno največjih tveganj, kar jih pozna človek, ne. V alpinizmu, čim boš ti šel na te nevarnejše ture, vsak korak, ki ga lahko narediš, je nevarnost za smrt, ne. In mislim, da ljudje pogosto postanejo alpinisti že dosti zgodaj, ne. Čeprav pol za res pohodništvo so starši zelo pogosto navdušijo tudi precej kasneje. Ampak za alpinisti je pa neka ljubezen vidna že od malih nog, ne, da rad hodiš v hribe in tako. Tako da tle čist ne vidim te povezave, kako lahko neka ženska prenaša to tveganje, da gre v gore, pa da dela to, kar je na primer Tomaž Humar delal, ne. Tomaž Humar je na koncu sicer tudi umrl, ne, ampak on je to, ni bil, če primerjam z Mohoričem, ne, ni bil čist na tem nivoju. Mohorič ima verjetno predvsem mlajhne otroke še, ne, ne vem, koliko so stari sicer, ampak Humar je umrl majčkeno kasneje, kar sicer ne morem reči, da je naredil boljšo stvar, zaradi tega, ker on bi lahko tudi 20 let nazaj umrl, ne, zaradi tega, ker je vsakič, ko je šel v hribe, je močno tvegal in močno tudi potem v nekih trenutkih, ne vem, mislim, da enkrat so ga reševali 6000 metrov, kjer sploh ni možno za reševanje s helikopterjem. In taki trenutki potem, ko je vsem je težko, še najhujše pa potem ženi z otroci, ne, doma. On ima sina, a je tudi Tomaž, ne vem, a je Tomaž ali ne, drugače mi. In si ne predstavljam, težko je imeti kakršen vpliv na človeka, ki je pripravljen iti v gore, ne. To si ne predstavljam, kako lahko človeka, ki ima tokrat gore, prepričaš, da ne bo šel v gore. Tako da tle mislim, da je vpliv zelo majhen, pa tveganje izjemno visoko. Tako da to je potem izključno spoštovanje in se mi zdi, da je ena zelo velika ljubezen do človeka, da ostaneš z njim skozi vse te težave, ker Humar je potem tudi zelo veliko sredstev porabil za vsa svoj alpinizem, praktično vse, kar je zaslužil, je šlo v alpinizem in v njegovo doseganje cilja in tle je potem res en svet, ki se odpre za družino, ki ni več tisto, kjer bi bil odnos prav cvetočne. Sicer njegova žena je bila tudi, to gre, ne, mislim, da je bila tudi, da ga je več čas podpirala, pa da je bila tudi sama malo alpinistka.
Ampak to je čisto en drug svet, ki se mi ne zdi se mi. Mohorič je naredil nekaj, kar ni fair, ne? Ko si pa ti alpinist, pa ko gre ženska v odnos z alpinistom, je pa to neka tveganje, ki ga imaš že od začetka tega, ne? In ne morem reči, da je Humar tle naredil nekaj nesprejemljivega. On je živel za to, ampak ni pa to lahko prenašati za družino. To pa se ne pravim, da je to, kar je on delal narobe, da je izdajal družino in tako naprej. Če lahko tudi tako hudo, nikogar ne obsojam. Bom tako rekel, ne obsojam Mohoriča, ne poznam njegove situacije, ampak ni bilo, to se mi zdi čisto prav, kar je naredil. Ne bom pa rekel, da je res on vsega kriv, ker je obsojanje, težko je reči situacijo, ki ne poznaš. Pri Humarju pa to res tako. Ona je vedela, v kaj se podaja. In to je življenje človeka, ki ga Veš, kaj se verjetno bo zgodil, ne? Praktično vsem slovenskim alpinistom se je to zgodil, razen tale je en je še živ od teh starih alpinistov, no, zdaj se ne spomnim čisto točno imena. Grošelj, ja, Viki Grošelj, točno, ki, on je pa preživel vso to plezanje, pa ima zdaj tudi zelo velik, recimo vpliv na mlajše generacije in alpinizem, ne. Ampak ostali, ne vem, tale Krničar je tudi, sicer on ni umrl v hribih, ne. Ampak to so ljudje, ki ne poznajo strahu, ne. Oni so čez ves ta strah so šli in žena res tle nima, ki dosti vpliva na to, kaj se bo on odločil. Ne vem, kje bi lahko rekel, da se bo pa ona lahko odločala na njegov alpinizem, če je pripravljen iti. Ne vem, če se me razume, kaj hočem tle povedati. Jaz hočem povedati, da na človeka, ki je pripravljen biti alpinist, ima težko nekdo karkoli besede, ne. To se mi zdi, ne vem, če sem dosti dobro se izrazil, ampak to se mi zdi, alpinizem je tako ena veja, kjer je neko tveganje, ki ga mora prenesti, mora biti tudi tak človek, da se lahko spopada s tem. Ali gre ženska v šport, v nos športnikom samo zaradi denarja? Ja, jaz mislim, da ne, no. Ker je zelo veliko takih športov, kot je gorski tek na smučeh, ki ne prenašajo nekega denarja, ne. Ampak še zmeraj, ja, tudi ženske ne prav dosti, ampak so pa še zmeraj taki, ki jih najdeš, ki bojo tudi to podprle. In to sem tudi malo na Tomažu Humarju gledal, ki je ista stvar bila, ne. Ni kaj dosti denarja iz tega ven dobil, bilo je pa ogromno tu vloženega, ne. In pri nogometaših je tako, ne. Mislim, da je bolj pogosto, da se ženska zaradi denarja odloči, da je s športnikom, ki trenira nogomet, kot pa športnikom, ki trenira, ne vem, gorski tek. Tudi plezanje mogoče tudi ni več nek tak šport. Ker plezalci, to je potem spet odvisno od konstitucije, ne. Eni športi konstitucijo bolj enakomerno razvijajo in manj vplivajo na telo in se po mojem nekako pretehtajo te, Jaz mislim, da denar tle spet ne vpliva toliko zelo na to, a se bo odločila iti športnikom, biti v zvezi s športnikom ali ne. Težko bi rekel, da jaz mislim, da večina ne, so pa tudi primeri, ki tudi vedno so, ne, da je, tako bi rekel, za športnika, ki ima zelo veliko denarja, se bo verjetno odločila, katera rajš. Za nižje nivoje športnikov bi pa tako rekel, dokler lahko vidi sposobnost, da bo preživljal družino, bo ta športnik, mislim, da bi bilo tudi, ne bo raje brala njega zaradi tega, ker ima malo denarja več kakor ostali, kot pa enega drugega, ne. Mislim, da je res ta vidik, da je sposoben potem tudi vzgajati otroke in preživljati družino, da je potem naredi stvar dokaj fair, ne. Ampak, če zaokrožim to vprašanje, jaz mislim, da ja in ne. So osebe, ki ja, so ženske, ki ne. Mislim, da je onih, ki ne grejo samo zaradi denarja več, ne.
In to se mi zdi tudi dosti lepo, ne? Ker denar je v resnici nekaj pa tudi ni. Jaz mislim, da te trenutki, ki jih imamo mi zdaj, mi smo se tudi imeli en par sestankov, pa smo se smejali, da je to več vredno od tistega, kar bomo dobili mogoče od tega ven. In da v bistvu za razlog, zakaj to delamo, je to, da se imamo v bistvu zraven lepo. Je sicer del, ampak se imaš pa lepo. In tako mislim, da je tudi pri športnikih, ki so v zvezah, da njim je vredno, da to bo zaključek. Ja. Ok, njim je vredno biti v zvezi zaradi drugih stvari, zato ker rade mogoče potujejo, zato ker jim je všeč dostop do nekih recimo objektov, pa nekaj tazga, kamor mogoče z nekom drugim ne moreš priti. Ampak je pa vedno tle neka ljubezen, do nečesa, nekaj imaš rad za to, da to narediš. Čisto sam denar po sebi ne bo tega naredil. Ne. In jaz mislim, da je to tisto, kar nas dela pol zapolnjeno življenje, da živiš res tako, kot si želiš. No. Ampak je pa vsekakor tle en procent, ki ga je treba vložiti z vseh strani. Ne. In ženske in moški morajo se potruditi. Vem, da nismo vedno najlažji za prenašati. In to je treba pač vzeti v zakup. Pri enih športnikih je to tveganje še toliko večje. In jaz edin mogoče bi še omenil, zdaj sem govoril predvsem o profesionalnih športnikih, ali pa o tistih, ki tudi živijo za šport, pa ga podpirajo z nekimi drugimi dejavnostmi, tako kot humor. Zdaj pa bi rekel še za vpliv na amaterskega športnika, ki se zelo rad ukvarja nekim športom. Mislim, da je tle ta vpliv bolj pomemben, kot pa v profesionalnem športu. Sicer v profesionalnem športu je to nek motivator, nek dodaten, da ti doda neko vrednost v športu, da se za nekaj boriš. Ne? Tako, ko rečejo, da so se moški šli za neke ženske v vojne tepst, ne? Je to res, ne? In to mislim, da tudi šport malo pol naredi, ne? Da ti naredi vredno. Ne? Da imaš tak lep odnos doma, da ti je vredno za nekoga se boriti. Pri amaterskih športnikih je pa tako. Imajo punce pa žene precej večji vpliv kot pa pri profesionalnih športnikih. Vsaj glede tega, kaj lahko dela, pa kako lahko dela. Kako pri profesionalcih bo odločil trener in denar. Pri amaterskih športnikih bo pa to denar pa žena. Ne? Tako da tle pol odvisno, kako se zmeniš, vsekakor te bo nek odnos bo držala, ne, smejem se malo zato, ker se tlele mahajo, pa se ne morejo zadržati brez smeha, se opravičujem, ne govorim o ničemer preveč smešnem, so stvari zelo resne. Ampak, tle je treba spet vzpostaviti nek dogovor, neko sorazmerje, da nekaj časa si doma, imaš pa tudi dovoljenje, sposobnost, da greš lahko na treninge, kar imaš rad, da se natreniraš, pa v bistvu s tem tudi dodajaš vrednost k tvoji poziciji v družini. Ne? Ker kot lahko nehaš mahati, ker če sem jaz začel smejati, je res čisti konc. In dodaja vrednost, kaj sem rekel, to je bil pa en drug pogovor, ki smo ga naredila, in to je, da postaneš boljši človek. In tle je potem ta kompromis, če bo ženska opazila, da delaš neumnosti, bo verjetno v športu bo verjetno to prekinila. In se mi zdi, da ima zelo, zelo velik vpliv na to, kaj boš ti dosegel v amaterskem športu, kaj boš ti lahko delal, kjer opremo si boš lahko nabavil. Ne? Ni pa, se mi zdi pa, da je spet tle in ne. Več časa boš mogel porabiti za ukvarjanje z družino, ker se meni zdi sicer zelo lepo, da ne bo kdo mislil, da tle razlagam, da se mi ne da. Vsekakor ne, to se mi zdi razlog, zakaj smo sploh živi. Ne? Eden izmed večjih ciljev v življenju. Ampak vsekakor tle mislim, da najbolj pomembno, da je spoštovanje, da je zaupanje, da je nek lep odnos. In jaz mislim, da lahko s tem zaokrožim tale pogovor. Upam, da nisem preveč neumnosti povedal.
me lahko popravite, če sem jih. Upam, da vam je bil posnetek všeč, ga lahko ga lajkate. Če se želite naročiti, bomo se pa vidimo naslednji torek.